Živijo, Marinka tukaj. Evo, tretji dan izziva je pred mano. Kako mi gre? Mislim, da sem nekje pri tretji postaji. Tule za mano. Jezus pade prvič pod križem. Če se spomnite včerajšnjega izziva, sem se res vrtela praktično sam okoli športa, okoli gimnastike in tako naprej. Kakšen hop, čas za Boga in te stvari. Zvečer sem bila preveč zmatrana po gimnastiki. Domov sem prišla, sam padla sem v posteljo. Tako da tale križev pot tlele je lih v redu na pot prišel. Slučajno sem pripeljala v te konce, tole je na Kuraščku. V resnici nisem vedela, da je tlele križev pot, oziroma ko sem prišla, sem se spomnila, da je malo dežuje, zato imam kapuco na glavi. Ja, Bog res ne špara s svojim blagoslovom, tudi s takimle, takole, ko požegnana voda pada z neba. Torej, od včeraj, zakaj sem hvaležna? Hvaležna sem zato, da imam zdrave roke pa noge, s katerimi lahko hodim po svetu, s katerimi, da bi jih lahko dala na voljo Bogu, da z njimi kaj dobrega naredi. Čas rata, čas malo manj. Čas se še to ne spomnim, da bi se zvečer zahvalila, se upravičila in prosila za kaj, tako kot včeraj. Torej, ja, hvaležna sem za roke, noge, za glavo, za srce. Zato, da lahko skačem, zato, da lahko živim, zato, da se lahko smejem. Zato, da lahko občudujem lepoto narave. Zato, da lahko koga objamem. Žal mi je, oprosti, ne. Žal mi je, ker že drugi dan izziva takole fajn padem. To pomeni, do tretje postaje sem prišla, nekaj jih je še. Kaj si sam na pol vzamem čas za Boga, pa za bližnjega. Ka Bogu ne pustim glih blizu včasih, bližnjim še manj. In prosim za pomoč, da bi mi pri tem šlo boljše. In pri telih izzivih, in tako v življenju. Evo, tole je prvi del današnjega izziva, drugi del sledi zvečer, nadaljevanje križevega pota. Se vidimo. Evo, živijo, jaz sem nazaj. Danes je pa bilo nekaj časa za Boga. Že prej na križevem potu na Kuraščku. Jaz sem bila pri Frančiškanih, pri Sveti Maši, pa pol je bil še študentski križev pot. Planirano je bilo, da bo to tale današnja telesna dejavnost na Rožnik, ampak je zaradi božjega žegna v obliki dežja križev pot potekal v cerkvi, je bil pa lih tako res lep doživeti. Kar mi je danes na misel v telih križevih potov že iz Kuraščka gor me je nagovorila četrta postaja. Jezus sreča svojo žalostno mater. To je bilo srečanje, kot srečanje. Verjetno nista imela ful veliko časa, ampak mogel je biti pogled tak močen, iz dna duše v dno duše, ki je, po mojem, ima povedal drugemu res vse. Pogledala sta se in sta vedela. In moja prošnja, oziroma današnja molitev, ki me je spremljala, je, da bi ljudje v mojem pogledu ali pa preko mojega pogleda čutili, da jih
tako gleda Bog in da jih ima Bog res rad. Ja, tega si res želim in zato prosim. Evo, danes je bilo malo manj telesne dejavnosti, jo bo jutri več. Ampak tako je življenje, kakšen dan gre en del izziva malo boljš, kakšen dan gre drug del izziva malo boljš. Želim vam mirno nočko, lep večer, pa jutri dalje.